Sklepno dejanje sezone 2018-19 so nogometaši Domžal opravili na domačem igrišču, na katerem so gostili Maribor, ki si je že pred časom povrnil naziv državnega prvaka. Ob tej priložnosti so rumeni vijoličasti na igrišče pospremili v Špalirju, trener Simon Rožman pa je na svoji 101. tekmi v najmočnejši slovenski ligi na igrišče poslal najmočnejšo enajsterico, ki jo je imel na voljo. Zaradi opravljanja trenerske licence je manjkal kapetan Senijad Ibričić, Gaber Dobrovoljc pa je bil kaznovan. Domači so začeli odločno in si že v 6. minuti pripravili prvo priložnost. Tonči Mujan je nevarno podal pred vrata, kjer do zaključnega strela ni uspel priti Nermin Hodžić. Na drugi strani je v kazenski prostor uspešno prodrl Luka Zahović, ki je v dvoboju z Matijo Romom padel, a je glavni sodnik Nejc Kajtazović le odmahnil z roko. V 11. minuti je s pravim projektilom zapretil Dino Hotić, vratar Krševan Santini je z refleksno reakcijo strel ubranil. Hrvat pa je bil brez moči v 12. minuti. Lepo akcijo sta izpeljala Alex Pihler in Zahović. Strel slednjega je preusmeril Tilen Klemenčič in žoga je končala v mreži. 18. gol Zahovića v sezoni, v kateri je ubranil naziv najboljšega strelca prve lige Telekom Slovenije. V 17. minuti je Hotić podal do Jasmina Mešanovića, ki je z 20 metrov streljal nekoliko nenatančno. V 25. minuti je tokratni kapetan rumenih Amedej Vetrih na levi strani zaposlil Mujana. Hrvat je močno podal pred vrata, kjer je nespretno posredoval Aleksandar Rajčević in rumeni so prišli do izenačenja. To je bil že 7. avtogol v korist dvakratnih državnih prvakov v letošnji sezoni. Mariborčani so poskušali nemudoma odgovoriti, Aleksandru Krecu je zaposlil Denisa Klinarja, ki je močno podal pred vrata. Z obrambo se je izkazal Santini. Po slabe pol ure igre je Tilen Pečnik na kratko podal s kota. Mujan je podaljšal do Gregorja Sikoška, ki je poslal odličen predložek v srčje kazenskega prostora. Z glavo je meril Kobe Morris, ki je streljal za las previsoko. V 38. minuti je kot izvajal Adam Gnezda-Čerin. Rajčević je z glavo odbil do Vetriha, ki je z močnim strelom z voleja žogo poslal v mrežo. Primorec je svojim 5. golom v sezoni poskrbel za preobrat in zasluženo vodstvo svoje ekipe. Tik pred koncem prvega polčasa je Pečnik z lepo globinsko podajo zaposlil Šamarja Nikolsona. Jamajčan je obšel vratarja Kenana Pirića, a žogo poslal le v zonanji del mreže. Zadnjo priložnost v prvem delu igre je imel Zahović, a je bil Santini zanesljiv in ostalo je pri vodstvu rumenih z 2:1. V 49. minuti sta lepo akcijo izpeljala Gnezda-Čerin in Pečnik, slednji je iz ugodnega položaja streljal previsoko. V 56. minuti je Krecu na desni strani zaposlil Hotića. Ta je poslal predložek pred vrata, kjer je do strela prišel Mešanović. Dobro postavljeni Santini je žogo uspešno zaustavil. Prav Santini je bil začetnik naslednje akcije rumenih. Hiter protinapad je po podaji Mujana zaključil Nikolson, ki je streljal za las previsoko. Znova je za dolgo podajo poskrbel Santini, Saša Ivković je žogo odbil do Gnezde-Čerina, ki je z razdalje streljal naravnost v vratarja Pirića. V 70. minuti je Gnezda-Čerin podal do Mujana, ki je prišel do strela iz ugodnega položaja. Žoga je zletela mimo leve vratnice. V 75. minuti je Hotić krenil v hiter protinapad Maribora, dobrih 20 metrov od vrat je sprožil, a streljal premalo natančno. Medtem je v igro že vstopil Marcos Tavares, ki je z globinsko podajo lepo zaposlil Zahovića. Z izjemnim posredovanjem je žogo izbil Santini, ki je moral v nadaljevanju akcije še enkrat pokazati vse svoje znanje, saj je z natančnim strelom poizkušal Blaž Vrhovec. Le minuto pozneje je še en rezervist Martin Kramarić z globinsko podajo iskal Zahovića. Znova je celotno akcijo odlično preučil Santini, ki je izpod nog napadalca Maribora žogo uspešno odbil. Gostje so imeli zadnjo priložnost za izenačenje v prvi od 5 minut sodnikovega dodatka. Po podaji Amirja Derviševića s kota je do strela prišel Vrhovec. Z golove črte je uspešno odbil Sikošek in poskrbel, da so rumeni sezono končali s prestižno zmago proti novim prvakom, hkrati pa so postali tudi najuspešnejša ekipa v spomladanskem delu sezone. Lepa popotnica pred prihajajočimi evropskimi preizkušnjami, ki se začnejo že v prvi polovici julija.